Na celjskem sodišču so danes izrekli kazni 3 od 5 obtoženih zaradi goljufij pri obnovi dvorca Betnava. Dragica Marinič, Karel Bogatin in Anton Ekart so krivdo priznali in se s tožilcem pogodili za nižje kazni. Dragica Marinič je obsojena na enotno kazen leto in 11 mesecev zapora pogojno s preizkusno dobo 3 leta. Anton Ekart na 10 mesecev zapora pogojno s preizkusno dobo 2 leti. Karel Bogatin pa na 10 mesecev zapora. Skupaj s kaznijo, ki so mu jo izrekli v zadevi Rimske terme, je obsojen na enotno kazen 2 leti zapora, ki jo bo odslužil z družbeno koristnim delom. Nekdanja direktorica Vegrada Hilda Tovšak se o morebitnem priznanju krivde še pogaja, medtem ko nekdanji ekonom mariborske nadškofije Mirko Kraševec krivde ni priznal. V civilni iniciativi izbrisanih prebivalcev so pred petkovim sestankom z ministrom Gregorjem Virantom poudarili, da zavračajo predlog zakona o odškodninski shemi za izbrisane, saj da ta ne rešuje ničesar. Napovedujejo tudi, da problema odškodnin ne bodo več reševali s slovenskimi oblastmi, ampak pred Evropskim sodiščem s pomočjo odvetnikov iz Rima. Danes so na turnirju Challenger v Portorožu na sporedu dvoboji drugega kroga. Nastopila bosta oba najboljša slovenska igralca Aljaž Bedene in Grega Žemlja. Aljaž Bedene se bo srečal s Hrvatom Filipom Vegerjem, Grega Žemlja pa Slovakom Karolom Beckom. Bedene in Žemlja sta hkrati edina od 8 slovenskih igralcev, ki sta prestala krst v Portorožu. Te dni ne moremo mimo novic iz mariborskega nogometnega kluba. Najprej o odstopu Zlatka Zahoviča, včeraj o prestopu Roberta Beriča, danes pa o visokem porazu na pripravljalni tekmi. Nemški drugoligaš Kaiserslautern je prvaka iz Maribora na prijateljskem srečanju v Strasu na avstrijskem Štajerskem premagal s kar 0:7. Mariborčani so sicer igrali v oslabljeni zasedbi, na igrišču ni bilo Marka Tavaresa, Agima Ibrahimija, Argusa Suareša, Bardignona in Rajka Repa. Če želite v dobrih 2 tednih spoznati navade, kulinariko in zgodbe iz 16 držav, ste v času festivala Lent vabljeni v Art Camp, kjer se lahko vsako popoldne udeležite mednarodnih večerov. There are 16 countries here. I mean all 16 days, one country present here. Today we have Philippine Day, Philippine evening. Tomorrow will be Japanese, day after tomorrow Greek. Before we had Iran, Cuban. There are a lot of countries. Danes predstavljamo Filipini, država Filipini in tukaj smo prišli pokazati ljudi vse o Filipini. Rišemo zastavo, filipinsko zastavo, kot je tukaj in tudi neke besede, filipinske besede, naprimer. Tukaj sem napisala mabuhay, pomeni zdravo, salamat, ki pomeni hvala in neke besede mahalkita, ljubim te, za zaljubljene, če želijo vedeti, kako po filipinsko povedati. Mostly come in children and they draw the flag, they paint the flags. Some days we had cooking sessions and they tasted different country food. They are learning some little phrases and greetings from each countries. These are also adult can get guiding tips, let's say. In ker je tuje države vselej najbolje spoznati iz prve roke, je obiska Neste in njenih prijateljev zagotovo dobra izbira. Jutri bo po večini sončno, popoldne bodo možne posamezne nevihte, več verjetnosti zanje je v severni Sloveniji. Na Primorskem bo pihala šibka burja, v soboto in nedeljo bo sončno, popoldne bodo možne posamezne nevihte. Pihal bo šibak, severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Danes v dnevniku televizije Maribor. Na Zavodu za zaposlovanje se danes prijavljajo delavci podjetja MLN. Ob vstopu Hrvaške v Evropsko unijo je delo izgubilo tudi več kot 70 zaposlenih v Interevropi. Kje bodo novi prostori Mariborske umetnostne galerije? Se bo za galerijo našel denar? Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.